Moje mnenje o konoplji je takšno, da je to ena zelo čudovita rastlina, katere potencial je še vedno zelo neizkoriščen. In to govorimo v rekreativni rabi, govorimo v medicinski uporabi, govorimo v industrijski rabi, vse troje. In tukaj se mi zdi, da je ključna tista stvar, da se ljudje v Sloveniji konoplje še zelo bojijo, ker je bila stigmatizirana in čim nekdo omeni konoplo, a pa rečemo travo, takoj pade stigma, da je to nekdo, ki cele dneve kadi travo, ki je neaktiven in tako naprej. Če bi pa malo pogledali in industrijske trende in njeno medicinsko uporabo, bi ta stigma zelo hitro odpadla. In se mi zdi, da je ena izmed pozitivnih korakov, katerega jaz pričakujem od leta 2016 pa do leta 2022, da se to destigmatizira, da ljudje dobijo konkretno znanje, kaj je konoplja, kaj se da narediti iz nje, kako se uporablja in da dobijo strokovno znanje in da dobijo zaupanje. Seveda, vsake stvari preveč lahko vodi v zlorabo, dobra zadeva pa lahko vodi v neko zdravo uporabo. In tukaj bi rad rekel, da je to korak naprej in že, da če dobiš znanje, da se lahko odpreš, boš vedel več povedati, kakor samo iz nekega strahu, a jaz pa tega ne, ali pa nekdo, ki je totalen 100% zagovornik, da pa fanatično zagotavlja sam ja. Ker jaz verjamem, da vsaka zadeva ima plus in minus, tako je z vsem v naravi. Kar pa sporočam mladim, jaz preko Snapchata dobim ogromno enih sporočil, kako skozi samo kadijo in mislijo, da je to point vsega tega. Bi rad mlade opogumu, da raj to pustijo, da grejo najprej na nivo, začnejo delati stvari, začnejo delati iz konoplje produkte, razvijajo v neko čisto novo fresh idejo, polepšajo svet, če pa potem še na koncu pa domnes dobijo kakšno idejo, da pa še enega spohajo, pa tudi ne vidim neke zadeve, ampak po pameti vse. Tako da to je moje mnenje, stališče, na katerem stojim, znanje, znanje, znanje in da skupaj zakorakamo v lepši svet. En kratek stavek bi jaz rekel konoplja, da se vsi začnemo učiti, kaj vse je zmožno in da Slovenija rata zelena država tako in tako.